Učimo se iz svojih izzivov. Ko nas nekdo prizadene ali poniža, je pomembno, da se soočimo s situacijo na zdrav in konstruktiven način. Ne dovolimo, da nas te negativne izkušnje definirajo, temveč se osredotočimo na pozitivne stvari v svojem življenju. Fokusirajmo se na dobro in tako bomo še več dobrega pritegnili v svoje življenje. Pomembno je, da izberemo odzive, ki nam bodo pomagali ohraniti dostojanstvo in da se bomo spoštljivo soočali s težavami. Zdaj je čas, da se prepustimo tej vodeni meditaciji, ki nas bo vodila k dvigu naše vibracije in iskanju dobrega v težkih trenutkih. V meditaciji, ki nam bo pomagala razumeti, da smo mi sami tisti, ki se lahko dvignemo nad težave in zaživimo radostno življenje. Spoznali bomo, kako smo pomembni in koliko smo vredni. Vedimo pa, da tega ne more nihče storiti namesto nas. Mi sami smo ustvarjalci svojega življenja in edino mi lahko karkoli spremenimo v svojem življenju. Ne igrajmo žrtve ter se ne smilimo sami sebi. Mi si zaslužimo le najboljše. Udobno se namestimo in začnimo globoko dihati. Vdih in izdih. Počasi in nežno zapremo svoje oči. Poskušajmo čim bolj sprostiti svoje telo in svoj Le dihajmo, dihajmo. Začnimo s fokusom na svoje dihanje. Vdihnimo globoko skozi nos. Čutimo, kako se zrak počasi širi po našem telesu. Nato izdihnimo skozi usta ter občutimo, kako z vsakim izdihom odstranjujemo vso napetost in vse težave. Nadaljujemo z dihanjem in se osredotočimo samo na to preprosto dejanje. Vdihnemo in izdihnemo vse, kar nas teži, vse, česar ne potrebujemo več.
V svoji domišljiji si predstavljajmo, da se dvigujemo nad težavami, kot bi se dvignili nad oblaki. Dvigamo se, dvigamo, dvigamo. Opazujmo, kako se pod nami razprostira čudovit razgled. To je perspektiva, ki nam omogoča jasnost. Vse svoje težave zdaj gledamo z vrha. Gledamo jih celostno. Ta pogled od zgoraj nam omogoča jasnost. Sedaj si vzemimo trenutek, da se spomnimo ene težke situacije ali trenutka, ko smo se počutili prizadete ali ponižane, ko nam je bilo težko in hudo. Nežno se spomnimo teh občutkov, a ne dovolimo, da nas zopet prevzamejo. Namesto tega se osredotočimo na učenje, ki ga prinašajo s seboj. Kakšne dragocene lekcije lahko izvlečemo iz teh izkušenj, iz teh naših izzivov. Vzemimo si nekaj trenutkov ter le razmislimo, kaj se lahko iz tega naučimo. Je res vse samoumevno? Le prepustimo se notranjemu vodstvu, ki naj nas vodi. Zaupajmo. Vedimo, da so vsi odgovori že v nas samih, le slišati jih moramo in začeti živeti.
Vsak dan postajamo vse boljša osebnost, vsak dan še bolj rastemo in se razvijamo in vsak dan smo vse boljši človek. Prav vsak izmed nas. Zavedajmo se, da vsaka situacija, tudi tista boleča, prinaša s seboj priložnost za našo rast. Morda smo se naučili več o sebi, o svojih mejah, o svojih željah. Prisluhnimo temu, kar nam je ta izkušnja, ta izziv prinesel, ter se zahvalimo za vse te lekcije. Sedaj se ponovno osredotočimo na svoje dihanje. Vdihnimo globoko in vizualizirajmo, kako se svetloba širi skozi naše telo. Ta svetloba se širi po našem telesu. Ta svetloba je naša notranja moč, naša sposobnost, da presežemo vse težave, vse izzive. Ob vsakem izdihu se osvobodimo napetosti. Dvignemo se nad vsem, kar nas omejuje. Zdaj si predstavljamo, kako se iz te situacije dvigamo kot Feniks iz pepela. Smo močnejši in modrejši. Pozitivna energija nas obdaja in nas napolnjuje. To je naša nova perspektiva, ki nam omogoča, da vidimo dobro v vsem, kar se nam dogaja, da postajamo vsak dan boljši in boljši.
Zahvalimo se tej izkušnji za priložnost rasti. Nato pa se počasi vrnimo nazaj v svoje telo in sedanjost, v ta trenutek tukaj in sedaj. Začutimo tla pod seboj, premaknimo prste na rokah in nogah. Ko bomo pripravljeni, nežno odprimo svoje oči. Sami sebi se zahvalimo, ker smo si vzeli čas za to meditacijo. Naj nam ta meditacija pomaga videti svetlobo tudi v najbolj temnih trenutkih. Mi smo tisti, ki si to zaslužimo. Saj smo mi najbolj čudovito bitje, ki si zasluži le najboljše. Srečno!